Ja, veš, takoj si mednarodno, veš, v angleščini. Bi mogli imeti kaj dobijo za kolektiva, veš, kaj so imeli Googletu. To. Ja. To rabo, ja. Mi rabo malo več googlete. Dobro. To je to. Ja, kaj sem pozabil povedati? Hotel sem reči, da moramo, da bi bilo fajn, da ne da povemo, kjer danes snemamo, ampak koliko dni je še do Innsbrucka, ne? Ker je še 7714 dni do Innsbrucka, kot piše na hvalo za seribe.si, tako da še je čas. To je mečken več, kot je Karlo Steiner preživel v Sibiri. Ja, sem zdaj začel brati to. Zdaj začel brati? Ja, 7000 dni v Sibiriji. Ja, v redu knjige. Reci, piši 17 let, človek. Haj. Jaz sem rekel, veš, ne, lockdown, primerna literatura, dajmo provat. To te inspirira. Ja, ne, sem ne. Se ti vzdel, da je še kar v redu, ne? Ja, malo, kako bi rekel, malo optimističnega branja. Ne, zdaj samo odvisen, s kom se primerjaš, veš. Ja, v bistvu je samo to. Ne, veš, mi bi se zdaj z Novozelandci pa z Avstralci primerjali, ne? Ziher je pa kakšnim precej hujška. Tako da... Kot smo spet pri perspektivi, ne? Ja. Tako. In pri vrtincu nje. Opa, kašla segway. Kašla. Tole je pa pro. To pa pro, ja. Zdaj pa kar rekel, Aljo štarti, pa gremo. Zdravo, opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju v vesolju, sploh vse pozabil sem. Vse se lagano smestijo, veš, zdaj bom poslušal. Ja, zdaj bom še full cajta. Kje sem zastal? Je podcast o življenju v vesolju, sploh vsem, v katerem pod nekim čudom na ključu govorimo tudi o enem poglavju iz knjižne trilogije v 5 delih. Štoparskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Hvala, ker nas poslušate in hvala, ker nas podpirate. Vsak poslušek in vsak evro šteje. Hvala za vse ribe.si. Kaj? Zdaj to z ribam boš mogel ukiniti. Kaj za kva? Ja, ker rib ni. Ja, rib ni, ne? Rib ni. Hvala za vse tist, ki ni. Pikasi, to ne sliši se dobro. Sam res, kaj smo pa, ja, to pa ni v redu. Zajebali zdaj, ne vem, kaj. Či smo zajebali, ne, to bom... Hvala za vse, pip, ali ne vem. Za vse... Dilema, bomo razmislili. Hvala za vse ribe, ki jih ni pikasi. To je pa malo predolga, Že tako najkrajši. Delfini niso genus pa species za ribe, jim ni bilo mar za živalsko drevo, oni so sam jedli. Tako ja, vemo, da niso, ne vem, opice, tako da, karkoli, morski prašički. Ja, tako. Vsak evro šteje dobesedno. Podprete nas lahko že za 1 evro na mesec, hvala vsem, ki nas ste že ali pa, ki nas še boste. Če nas pa ne morete, pa lahko za naš podcast poveste še enemu človeku, 2, vsak glas šteje. To zdaj mi nek mrežni marketing delamo, ali kaj? Ja, sam še 2 prijatelja pripel. Tako? Sam še 2 prijatelja, vse je v redu. Neč ti ni treba plačati, sam prijatelje pripel. Tako. 2 prijatelja pa smo zmenili. 2 prijatelja. Niti ne voz, sam da rečem, da ne poslušajo. Sploh neko treba hoditi. Če pa 2 pripeleš, pa pol se pa bomo malo drugače. Poš pa diamant, čak. Diamant je. Zato si že diamant, ne, to je za 7. Ne. Čak, če pripelejo vsi ljudje to, kar ljudi, da bo Galosova v Cankarju, bo polna, pa bojo vsi diamanti. Vsi ste diamanti. Diamante. Torej, nadaljujemo, Da delujemo, kje smo ostali? Pelicon.bir, koda brez panike, 10% pivski popust za vse brisačarke in brisačarje. Družabni smo, kadar smo, na obrežjih pa smo posod, afna opravičujemo se. Hvala, ker se z nami tudi v restauraciji ob koncu vesolja.
Zdaj pa začnimo z epizodo. V prejšnji epizodi smo ugotovili smo marsikaj, nasveti so bili. Da se gre ta Gargravar, da se gre sodobno zemeljsko družino. Ja. Atomska razpadajoča družina. Meni se kar malo zasmilo. No? Meni tudi. Ja, ampak nič tazga, ker liberalna družina sodobnih nazorov ne bi prenesla. True. Kar je res. Pa očitno bo še brez imena ostal. Smo pozabili omeniti sicer. To pa smo pozabili omeniti, ja. Kako mu je sploh ime, polno ime. No, ampak če ga mu ne bo ustal v poločitvi, je tako vse en. Itak no go, tako da je. Ja, tako da je čisto vse. Ja. To je to. To smo ugotovili. Kaj smo ugotovili? Da je Zaphod pobiral preostanke svojega ega, da se je spravil v tale vrtinc, ne? Ja, ni bil lih najbolj, kako bi rekel, suveren. Sicer je dajal na ven suveren izraz, ampak malo globoko sebi pa ni bil lih najbolj prepričan vse ta skap. Zdaj sem ga pa na J. Tako da v bistvu zdaj pride obzorilo za Kvarnik, piše tlele. Če piše. In smo tle, 11. poglavje druge knjige. Še zmeraj smo na žab svetu, drage poslušalke in poslušalci, tega žab sveta kar ni konc, ampak in še zmeraj smo pri vrtincu totalne perspektive in ker smo pri vrtincu totalne perspektive, najprej poslušamo citat, ki ga tokrat preberem Maja Pavlica, na Twitterju je Afna Maja Totaja, na Facebooku in Instagramu je pa ni. Maja, izvoli, lepo prosim. Vrtinec totalne perspektive ustvarja sliko celotnega vesolja po načelu ekstrapolacijske snovne analize. Da pojasnimo. Ker na sleherni delec v snovi v vesolju tako ali drugače vpliva sleherni drug delec v vesolju, je teoretično mogoče izpeljati celotno stvarstvo, sleherno sonce, sleherni planet, njihove orbite, njihov sestav, pa tudi njihovo ekonomsko in družbeno zgodovino iz, recimo, majhnega koščka rožičeve potice. Mož, ki je izumil vrtinec totalne perspektive, je z njim v bistvu hotel samo podkuriti svoji ženi. Ja, hvala lepa za tale citat. No, še enkrat smo zvedeli, kako dela vrtinec totalne perspektive. Meni se zdi, da ne vem, če štev je to že ene 7, odkar se ukvarjamo s tem žab svetom. Tako da očitno, da je ne. Ja, ni tako majhna zadeva. Ne. Pa nekje sem zasledil, da je bila druga knjiga Douglasov najbolj všeč od vseh. Tako, A res? Ja. Tako da očitno se mu je res v srce usedel ta vrtinec totalne perspektive, ker se kar dolg cajt tlele z njim ukvarjamo. Ne. Mogoče je hotel kakšnega, pa več ljudi postaviti, ki jim je mesto. Ja, ali pa kaj, ne vem, ugibam. Ekstrapolirati vesolje iz rožičeve potice, pa pokazati na tlesi. Prav pogledati, kaj to pomeni ekstrapoliranje. No, razlož, ker jaz si sam predstavljam tako. Ne, pač to, da iz enega mehkega delčka v bistvu ugotoviš v bistvu večji vzorc. Tako je. Nekaj v tem stilu, se pravi. Nisem se zdaj po svetu temu, ne. Nekaj smo pa le odnesli z tistega faksa. Ja. To ni bila una klop, ki je ostala. Ne, se pravi, če ne, lej. To je bila vdaja, še pomnite, tovariši. Kukar let nazaj je še dobro, da se kaj spomnilo. Mislim, lej, to nekaj pove. Ja, da ni šlo vse v K. Teorija unih možganskih celih. Zančke po Facebookih ali kje je krožila una zajbancija neka, da za vse tiste, ki ste kupili diplomo v Bosni, prav nimate kaj skrbeti, lahko vam vzamejo diplomo znanja, vam ne morejo nikoli. Včasih se pa na Facebooku kaj pametnega najde, samo to sem spregledal. Res včasih, ja, ampak. Tako je. No, ampak mi pa zvemo v tem poglavju, kdo je bil mož, ki je izumil vrtinec totalne perspektive, in to je Trin Dragula. V bistvu zelo žalostna zgodba v resnici, če tako pogledaš, ker on je bil tako filozof, sanjač, mislec, vsega Boga.
Po mojem je bil tako malo zasanjen znanstvenik. Ne? Sam njegova žena je imela pa navado reči, da je tepec. Ne? Ja, ona je to v bistvu nekako zdestilirala v eno besedo, vse tiste, ki si jih ti prej povedal. Ekstrapolirala je. Ekstrapolirala je. Tako je. Ne, klej bolj destilacija, klej ti v bistvu iz večjih dobiš manj. Tako je, glih kontra. Ja. Sežetek, bi ti temu rekel. Lepo je dala na skupni imenovalstvo. Ja. Ampak res ni bila zadovoljna z njim, pa da pa gleda v nebo, pa tuhta v varnostnih zaponkah. Čeprav to res nisem. To zdaj na Twitterju sem enkrat to je bilo še v bistvu takrat, ko je bil prvi ta boom kripto, veš? Ja. Je bil v bistvu točno ta joke je bil iz tega, veš, kakor mu punca reče, ne? Mislim, James, jaz te imam kufr, ne, vsi tvoji prijatelji kupujejo neke nepremičnine, mislim, delajo neki, ne, mislim, en denar naberajo, ne, ti pa skozi sam te neke bitcoine kupuješ, pa vse skupaj, veš, in res te imam pun kurac in jaz grem, ne. Ja. In pol tako message čez kao 2018, mislim 2017, konc december, ne, mu ona pošle, hej James, kako skej? Ta moment, ja, sam da ta punca ni doživela tega, kar je gospa Dragula. Čeprav tukaj v angleški je bolj tako povedan, da tudi mogoče ona ni bila tako na krivi nogi, ne. Da ni bil on tok, gepard, ne. Da je bil, mislim, špekulativen filozof, pač malo tako, da ni pač... tudi... Mogoče tudi, mislim, ni bil tako briljanten, no, da je imela mogoče, da je tudi malo prav, ne, da je malo... Ne, sej on je bil pač tako zasanjan. Ja, tako malo je bil, pač Ja, pa sam on, se je drla nanj, da nima nobenega občutka za mero, tudi po 38krat na dan. To je pa mogoče malo pretiravala, ja. Malo pretiravala, ne. Ja, to spomnim, tudi ti že slišal doma. Da nima občutka za mero. Z lahkoto in večkrat. Mogoče ne 38krat na dan, ampak si pa. Veš kaj, včasih je tiska ni izrečen bolj, več pa. Enkrat me je en prijatelj vprašal, ti, ko je žena rekla, sem rekel, že en teden nič. Tako da ta je hujša. Ja, veš, ti je on rekel, veš, ko so šli na izlet, pa je rekel, prav veš, da razmišljam, da bi se ločil. Ne? Žena se že 2 meseca z mano ne pogovarja, pa je on rekel, da je dobro razmislil, kaj take nož več najdu. Ja. To so te zgodbe, ki jih piše življenje. Ampak, a veš, mi eni pač pretrpimo, trin pa ni, in je naredil Vrtinc totalne perspektive, samo da bi pokazal, Ja. Kaj je mera, v bistvu. Zdaj už pa videl. Jaz mislim, da ni imel on tega v planu, kar se poli zgodi, Ja, malo je predsedno pokazati, kaj je velik. On je v bistvu en prank naredil, ker se je pač pol sfižil. Malo se je hotel pohecati, tako da ne je prankov delati. Jaz sem to rekel, ja. Ne je prankov delati, kar ne stale učine. Ja, tako je. Ja, v bistvu pol v grozi ugotovi, da se je Vrtinc skuril možgane. Ja. Je skuril do konca. Do fertik, ne. Ja. Ampak on je bil pa kar malo zadovoljen, sicer ne s tem z ženjenimi skurjenimi možgani, ampak s tem, da je dokazal, da je življenje, ki hoče obstajati v vesolju takšnih razsežnosti, se ne more privoščiti občutka za mero. Ja. Kaj je dokazal? V bistvu, da življenje nima mere, ali kaj? Ali vesolje nima mere? V glavnem s tem, kar je dognal, je bil zadovoljen, čeprav jaz čisto razumem, kako je lahko strašno zadovoljen s tem. Ja, on je svoj prav dokazal, tudi če mu je žena umrla pri tem, ampak jaz imam prav, ta moment je bil. A si videla? Okay. Nisi pa iz glave. Sem ti rekel. Ja. Točno to ta moment je bil. Sem ti rekel. Ona pa. Una pa roža, kada so dolam cepe. Bogareva.
Se res. Ja, no. Ampak pol pa ne razloži avtor, kako se je vrtinc znajdel na žab svetu B, ampak očitno si je galaktična vlada že videla nek globi smisel, da ga za najhujše prestopnike uporablja. Samo v bistvu res zanimivo, a veš, da v bistvu, a veš, to je moglo biti od neke, ne vem, obveščevalne službe ali neki tasga, veš, plec, ne? Ker če Zaphod ni vedel za ta, ne, on je takrat prej nekaj špekuliral, da je to kakšen zabaviščni park, ampak da bi ga on zihar poznal, ne, če bi on sploh ni slišal nikoli še za to. A misliš, pa dobro, veš, koliko je bil on predsednik, to sam iz gala žurke na gala žurko, ne, veš, to je bilo... Mogoče mu niso vse povedali, ali pa tudi mogoče, veš, kdo se zanima za mučenje, ne, koncev, ne. Ja, ne. Mislim, če si Zaphod, ne. Ja, dejstvo, ne. Da. Če se Zaphod se zanimaš, kje je najbližji pangalaktični grlores, veš, druga pa... Ja, pač, ne. Ja, no, ne vemo, odkje se znajdu tle, ampak ne, še bolj šokantno je pa to, kar se zgodi, ne, da se vrata vrtinca odprone in da Gargravar v bistvu tako... Že malo študiral, da pa se je Zaphod samo pa kar prljubo, ker sta se pogovarjala o tej ločitvi, ne, pa pa tret, ne. Da malo ni čist, ne. Da ima nekaj vrline, čeprav kako že piše, da vse prihajajo z napačnega konca. Zgleda, občutek je imel, ne, da bi se nekako štekala, da, ne vem, da je verjetno kar zabaven možakar, ne. Da je bil nek connection, no, skratka. Ja. Tako je. Ampak, ne, Zaphod izstop in reče zdravo, ne. Ja, vsi do zdaj so se zvrnili, ne, iz unga zaboja ven, zgleda tako je. Fertik čisto. Ja, pa se jih verjetno sam pobral, sicer ne vem, kako to pol rešuje. Kdo jih je pa pol pobral, če ni bilo benga razen Gargravarja? Ja, ne vem. Une ptice, veš tam, kaj so. Mogoče se kar sam pokluvali, ali kva. Ali pa samo odpeljajo nekam, ne, se lahko da imajo tudi kaj avtomatiziran sistem. Mislim, to mogoče, roboti pridejo, pa zrihtajo. No, glavnem, kako to naredijo, da je drug problem, ne, ampak Gargravar pa že malo, ne, aha, ne, itak ga takoj vpraša, ne, če bi lahko kaj spil, ne, veš, da je malo že en fant, ne. Veš, da. In Gargravar je zelo, ne, čakaj, pa si bil ti v vrtincu? Pa, ja, seveda, se sme videl človek, ne, pa kva. In se pol, ne, pogovarjata, pa je delo, ne, pa ja, valjda, da je, ne. Delo. A je, valjda. Dela, valjda, da dela, ful je bilo dobro, ne. A veš, se verjetno že kaj krika ni slišal, ne, da je bilo verjetno malo čudno, ne. Ja, pa ni bil unega, ne, kako bi rekel, spazme, nekega, ki so se ljudje treseli noter, pa premetavali tam. Tako je. Tega nič ni bilo, ne. Ja, očitno je bil Gargravar res tako zatopljen v tej misli, da je bil Zaphod res hupi frut, pa ne, da ga je še kar malo škoda in leti njega, ne. Uleti. Ja, nič mu ni prišel do živega, ne, Zaphodu, ne. Nič. Zaphod je tukaj. Zaphod tak pač je, ne. A veš, kaj je, ne? Mislim, ja, a veš, to je spet tako, ker smo pač prej, mislim, v prejšnjih epizodah že govorili, ne, pač vse je stvar percepcije, ne. Točno to. A veš, in Zaphod, ne, recimo ti vidiš sebe v vesolju kot eno mikroskopsko piko, ne, in da ne pomeniš nič, ne. In da je to, da si res en ništrc v primerjavi s stvarstvom. Zaphod se je pa po mojem videl kot center vesolja. Ja, lej, kaj so se zame naredili. Ja, sej, lej to piko, ne. Fucking tokle vesolje okoli in jaz sem klev. To sem jaz. To sem jaz. Ja, to sem jaz. A veš, on pa še z večjim egom ven pride, ne, kukar je šel vala, ne. Slej. Kaj ga pol vpraša, ne, pa čaka, skaj občutil, ja, on pa domišljavo zmigne z rameni. Sam to, kar sem že ves cajt vedel, veš, da sem res prima in super tip, ne. Ja, Boba sem ti povedal, da sem Zaphod Bibelbrox, veš, da si predstavljam, da pa hvati ni jasen model, poln sebe, ne, poln sebe. Kaj fruktalov soka. Tako. A veš, to je po mojem tako, če se predstavljaš pika na radarju, a veš, ne vem,
vidiš, ne, in on se je videl sred tistega radarja in da je on tam najpomembnejša pika. Ja, se le, Ja, skozi točno ti rekel, to, ne. stvar perspektive, lahko sem, jaz sem ta pika na radarju, ali pa, ne, jaz sem ta pika mala na radarju, ne. Ja. Veš, Tako, lahko, ne, iz dveh kotov lahko to gledaš, ne. In on je očitno vzel ta drugega. Je boljšga. Ta boljšega, ja, mislim, definitivno boljšga, še posebej v tem primeru. Ja, kdo je rekel, da je bil lačen? Lačen je bil, človek je bil lačen. Veš, da si že skozi sanje, da bi nekaj pojedel malega. Ja, in glej ga zlomka, pri inštrumentih je bila pa rožičeva potica. Tudi razloži, da napaja to rožičeva potica. Ne? Kaj smo že Tako, rekli, ja. ekstrapolirajo ali nekaj. Tako. To besedo je treba večkrat uporabiti v stavku. In mi jo bomo zdaj ful uporabljali. Ja. Leč fante, takole, ne, zdaj, če smo prišli do tega, bi se jaz ter počasi ekstrapoliral. To ni bilo dobro. Ne? Ni bila prava uporaba v stavku. Ne. To si bil zdaj slišati, da si v SDS-u. Da si slišal eno besedo, pa se ti je zdela zanimiva, pa si jo pač uporabil. Kukor vestno nosim maske, pa me ljudje po žab svetu čuden gledajo, ker sem skozi masko. No, in pri rožičevi potici in Boksač na koncu živalske farme tudi umre. Ja, osliček, ampak osliček preživi, v bistvu. sem hotel zdaj spet enkrat prebrati, ker to moraš na vsake Živalsko par let farmo. obrniti. Ja, Ja, fajn je. Fajn Ne, je. večkrat bi jo mogel prebrati, ne samo vse enkrat. sem jo že večkrat, sam se pravim, da To bi mogel, vsak volivec bi mogel esej napisati v tej knjigi. Da bi sploh dobil listič, ne da bi bil 18 let star, ampak živalsko farmo bi mogel prebrati in pa bi mogel esej napisati, da si razumel to in potem bi šele dobil volilni listič. Jaz bi rekel, da čim več brati, no, ne bo to tudi umestno, ampak fajn je, da kaj preberejo ljudje. pa ne ankete od Ne ankete od SDS fajn je ali pa tudi- od fajn je kjerkoli tudi, drugega, da- če smo ja, že pri tem. tako. Čak, pa hočeš reči, da predlagaš tudi Noriško kraljestvo, ali kaj? Pa lej, mislim, če se kdo lotil Norveškega kraljestva, se uči česa drugega. Hočem reči, da ne prebrati, ne vem, Hoferjega plakata, to našteje, oziroma kataloga, hvala, nisem se mogel spomniti. Ja. Tako da kaj drugega še. Kaj drugega? Tudi če kaj drugega, poleg Norveškega kraljestva. No, nisem prebral, verjamem, da Jaz bi tudi težko sodil, no, pa sem marsikaj prebral, temu sem se tudi jaz izognil. izognil. Jaz tudi. Tako da mogoče pa bom enkrat. Mogoče je tako veš, ne. Sej je roman, ne, če se ne motam, ne? A to mu je ghostwriter napisal? Ne, to je on sam napisal. Ni bil, kaj bil v zaporu, je on to pisal. V zaporu. Če bom šel zdaj googlati, bo Google vedel in pol bo imel prirejene rezultate. In pa ti ponudil, did you mean? Čakamo, jaz grem. Kaj ramo vedeti? Sem jaz žrtvoval. Take one for the Noriško team. kraljestvo, poglej. Avtor. Noriško kraljestvo. Ne, to je avtor, je on sam. Avtor vemo, kdo Ampak je. če je ghostwriter ali ni? Ja, sem to itak ne bom vedel, ker to ni. Ne bo nikjer To pisal. ne bo nikjer pisal, ne, tako ne vemo. Ne bom si zdaj pol zjebal. Ne, pa pa nekaj, pa v redu. Enač, pa dajmo reči, da je tle pečina obešalnik, ki je res, ne. Čeprav, a Norveško kraljestvo, če sem sorry, da se spet vračam na Norveško kraljestvo, a gre to nazaj, to je fantasy drama, ali kaj je to? Mislim, kaj je žanr? No, dej to pa poglej, no, ker nimam pojma. Mislim, po sliki, po naslovnici sem jo v knjižnici videl. Ja, jaz tudi poznam, mislim, Po vem, kako naslovnici izgleda. Bil je en tak gospodar prstane v slovenskem. Ja, hoče biti, ja, tako. Jaz sem šel zdaj na Wikipedijo. Tudi jaz sem to kliknil, ne? Sam sem to pa zdaj ne govori v bistvu o knjigi, ampak govori o dejanskem. Dejanskem Norveškem kraljestvu. Okay. Ja. A to celo obstaja, kaj tam? Ba je. Ja. Ali kraljestvo Kje? Norik, Ja. latinsko Noricum regium. A to je kaj pri nas? To so v bistvu ustanovili Kelti 200 pred Tako. našim štetjem.
Veš, že tle je ena kontradiktornost, ker v bistvu so, če so to kraljestvo, ki ga naš premijer to kopeva, ustanovili Kelti, oni so bili pogani, oni niso bili kristjani. A si kdaj pomislil slučajno, da ima naš predsednik, ki je tako hud kristjan, da ima v bistvu po krstu pri Savici zadnjega pogana, je dal sinu ime? Tudi to sem že pomislil, ja. Zadnjemu borcu proti krščanstvu je dal ime. Ljubezen za vide je pa večja kot tako, ja. Ta moment. A ni zanimivo, ja. Jaz pizdim, veš, nad tem domoljubjem, njihovim pizdim, ker kdaj smo imeli Alenko Bratušek, smo imeli kdaj? Za Janezom, ne prejšnjo rundo, no, se pravi 2012. Mislim, jebote kurčevo domoljubje, če ti uno trojko evropsko kličeš, naj pride rešiti stvari, poleg tega si vse firme si tujcem prodal, mislim, jebite se vi pa Krkovičeva domoljubna pesem pa narodno noša. Mislim, če mi je to ostalo od slovenstva, pol si to nataknete vi na kurac in odpeljte kamor čteke, to lahko sabo neseš. Ja, itak. Ja, samo to je to. A veš, to je varka za budale, stari. To je to. A veš, tu ne bomo domoljubljali, vse bomo pa prodali, kar se da. To je samo za njihov denar gre. To je to, stari. Lej, on ima itak v Avstraliji, on bo se v preselu, kaj boli ga kurac. Ne vem, se ne bo boli me kurac, ampak v glavnem, mislim, še zmeraj bo imel, ne vem, toliko idiotov, ki ga bojo imeli radi, pa ne vem, kaj pa Janez mu ne bo. Slovenija. On je pa ta prav, on pa vezi Slovenijo. Pa danes neki tam le berem une tvite, stari moj, pa to uboliš, res uboliš, vidiš, da to folk nima. Lej, če 50% tega, kar je, razumem, da je par jih kupljenih, pa so oni, ki so tvitali res. To ima 9000 tvitov, pizda pošle, take nebuloze strelja, pizda, da ni. Yep. Ne vem, da ni naredil 2 razredov osnovne šole. Ja, sam kar je najhujše, pa še to, eni se pa tek, ki to naredi, je pa še, ne vem, poslanc. No ja, to je najhujše. Ja, kot sem že rekel, da Twitter škodi zadnje cajte, zmerbal. Ja, res. Ful bolj se imaš, če poskrolaš, pa si... Stari, to je tako kot prometna nesreča, pizda. Veš, da bo grdo, ampak kar gledaš, pizda. Pa mi ena ura, pa bi razfukal kurva vse, ampak kar ne moš nehati, pizda. Ja, pa je treba, veš, za naše zdravje gre. Ja, se to. Ker se ti lahko sfuzda. Ne, itak je. To je, mislim, kdaj je uno, kar rečeš, pa zakaj? Joj, ne. Pa jaz vem, da, mislim, veliko ne pride do mene, ampak tiska pride pa tako, kaj za Boga. Malo gledala je neko o teh omrežjih, in je v bistvu, kako je to dobro narejen. Recimo, in so glih na Twitterju, so delali raziskavo, in koliko 3 milijone tweetov so porabili, in imaš ti 2 ekstremni skupini. Eno, ne vem, zdaj bomo rekli pri nas levo, pa desno, Ja. In vmes imaš, ne vem, 80% ljudi, ki v bistvu nima nekega hudega mnenja. In potem ti začneš šopati te tvite, in pač ves ta folk jih nekako bere. In v bistvu smisel vsega tega je polarizacija. Ti na konc pol nimaš več neopredeljenega folka. Ti imaš v bistvu samo, recimo, pri nas leve in desne. Nimaš ti več normalnih ljudi, ki bi rekel, da pač... Nimaš več sredine. Mislim, nimaš več sredine. Jaz to smatram pod neke normalne ljudi. Ja, pa se večina jih je. Ne, ampak... Upam. In dejansko potem ti dobivaš samo sporočila od tistih, ki jih v bistvu, ki so neka tvoja opcija, in se od unih ostalih v bistvu sploh ne dobivaš razen nekih ekstremnih, ki so pa itak namenjeni sam, da popizdiš, da pluvaš. Zato je tako algoritem narejen tudi na Facebooku in posod, in pol ti on še forsirate, recimo, če si ti, vse ne ve, levi pa desni, ti bo on fural. Da se ti bolj še bolj razbureš. In to je to, kar dela promet. In oni imajo tako, recimo Facebook je točno to narejen. Ja, da dela promet in da se ti razpičkuješ, oziroma ti
pa ti pa itek ponuje to, kar je v tvojem, ne, se pravi, če se desni, ti bo furil desne, do konca in naprej. In je to tako narejen, ta algoritem je tako narejen, ti bo to še furil. Vmes tiste, kar ti bo druge stvari, ti sploh ne bo pokazal. Tako da in pa veš, ti v tem nekem svojem bablu, kukarkoli in vidiš samo to. Ja. In tam verjamaš pa, in če ti oni rečejo, svet je okrog obrnen, je okrog obrnen, vse so mi rekli tam. A veš, posebej, če recimo ne gledaš kakšnih drugih stvari. Ja, itak. Ja. Dobiš informacijo o tem in to je to. In zaradi tega so že itak rekli, da pač Facebook kot je največji, ki je treba regulirati. Narejen je tako. To je, ja. Močno je šlo delč od tistega, kar si je Zuki predstavljal v študentski sobci. Pa ne vem, če si Zuki kaj predstavlja, Zuki samo je sam, kar smo prej ugotavljali, Zuki je sam denaro. Boli ga, za vse ostalo. Takrat si je predstavljal, da bo on naredil tako kul, pa ne vem, si predstavljam, no, da ne. Mogoče na začetku. Najbolj priljubljen tam je mogoče kakšnih pičk hotel prijeti. To ne, a veš, kitara ni znal igrati, benda ni mogel narediti, bo pa sprogramiral, a veš, ne. Ja. Bo pa sprogramiral pa v car, ne. Pa kaj enkrat denar pride noter, stari, pa si, a veš, ne, to vidimo, kaj dela denar. Pa si v službi denara, ne, mislim, ni... Vemo, kaj denar dela, vemo, kje smo, a veš, če se tam se zdaj malo neki se trudijo, ampak, to je vse... Ja, too little, too late. Ja, kako že. Tako da, Ok, mislim, da smo malo zatavali glede na pečine obešalnika. Pečine obešalnik je šel, Rožičeve potice že zdavni ni, žurke je konc, tako da dejte nas poslediti na Apple Podcasts ali pa kjerkoli poslušate. Citat iz 12. poglavja druge knjige, kjer ne bomo več na žab svetu, se oproščam, še zmeraj bomo na žab svetu, ampak zadnje žab svet poglavje pa lahko preberete na naši brezplačni tajnici 0599 688 685. Ker štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa ne vodita niti drago, niti stane, za košto se v te mogli cepati. Če nas lahko podpreš tudi ti. Vsak evro šteje, vsem, ki nas že podpirate, iskrena hvala. Največja zahvala pa gre vsem, ki nas poslušate, še posebej tebi. Ti, ki si z nami do konca epizode. Heartbreak scena, Malo je bila lepo. Kakšna solza pretekla. To je bilo lepo in doživeto. Tako. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Oziroma ti z drugo, ker ne vemo še zdaj, kaj rib ni. Ja, res rib ni, je. Tako da, še zmeraj hvala za vse ribe.si, ampak bomo se spomnili drug urala, no. Hvala za ribe, ki jih ni, .si, mogoče. Veš, ko se pa človek hitro zajebe, takole, ja? Ja, vidiš, mislim, kdo bi rekel, da rib ni. A je to fake news, a je to joke, a je to onion news, Ne, to je pa to, kar imam rad useless data. Veš, a je to onion news, a je to tak velik prank? Ne. Vse je res, ali kaj? To je res. Mislim, ok. Glede to, da bi to prejšnji teden že lahko knjigo prebral, ko sem jo šeral. No, sorry, no. Ti pa bereš klasifikacije so bile itek že prej, tako da itek smo se to mi spomnili, ne? To je klasifikacija, ki smo se mi spomnili. Ja, sam nobena ne gre v drevo ribe nino. Bom šel zdaj grem gledati. Zdaj bom dal pa še link. Ni zdal zapiske. Zdaj bom dal pa še link na Radio Lab, kjer Lulu Miller razloži. Dobro. To je to. Dobro, bom pogledal. Okay. Ajde, se vidimo. Ajde, čau. Kaj, kar gremo ali kva? Ne, samo gasno sem. Samo gasno, moramo tole snemati, ali kaj, čak, pejmo Boga. Pa pejmo, no. Imaš mi izgidle. Pa pejmo. Aj, čau. Aj, čau.